Pozdravljeni. Izjava Helmuta Marka nam lahko kaže po svoje izjemno zaskrbljujočo situacijo v vozniški akademiji Red Bull. Vsem nam, navdušencem Formule 1, je vozniška akademija Red Bulla dobro znana. V njej so se kalili mnogi talenti in treba je priznati, da tudi osip, kar se tiče tega kaljenja, je bil izjemno visok. Konec koncev, program je produciral Sebastiana Vettela, Daniela Ricciarda in Maxa Verstappena. In tu moramo dati Helmutu Marku prav, videl je talent, čeprav smo bili mi, navdušenci, mnogokrat v dvomu. Sedaj, ukolikor sledimo njegovim izjavam, je prišel do nasprotne težave. Sam je priznal, da ukolikor v bližnji prihodnosti ne bo sposoben dati sedeža v prvi ekipi Pierru Gasliju, bo ta odšel konkurenci. Zdaj se lahko začnemo spraševati, kaj se je zgodilo in kaj se je spremenilo. Zakaj bi Helmut Marko bil nekako prisiljen iskati sedež za Pierra Gaslija? Ponavadi je bilo tako, da je bil on tisti, ki se je odločil, ali tako ali drugače. Ukolikor je videl potencial, videl talent, smo tudi mi, navdušenci, spoznali, da mesto v prvi ekipi ni bilo težava. Se je Helmut Marko kdaj motil? Pogostokrat. Spomnimo se Daniela Kvyata, spomnimo se Aleksandra Albona in konec koncev tudi že prej omenjenega Pierra Gaslija. Torej, Pierre Gasly je na tisti točki, ko bi se rad ponovno vrnil v prvo ekipo. In verjetno to so njegove želje, ampak mi, navdušenci, se lahko začnemo spraševati, so to želje tudi ekipe Red Bull? Sam tu imam določene dvome, kajti poraja se kar nekaj zanimivih vprašanj. Prvič, kakšna korist bi bila za Red Bull, ukolikor bi na drugem sedežu sedel Pierre Gasly? Bi bil ta hitrejši od Sergija Pereza in igral vlogo drugega voznika? Namreč dobro vemo, da Max Verstappen je podpisal oziroma podaljšal pogodbo praktično že v naslednjo obdobje, kar se tiče pogonskih sklopov. Torej, težko bi verjeli, da Pierre Gasly bi prišel v prvo ekipo v vlogi tistega glavnega vodilnega voznika. A zanimivo je tudi nekaj drugega. Kot Gaslyju ta samozavesta kar tako trka na vrata prve ekipe, v tistem debaklu, ko pravzaprav ni izpolnil pričakovanj. V mojem osebnem mnenju vse temelji predvsem na zmagi, ki se mu je dobesedno ponudila na veliki nagradi Italije. Od takrat naprej je začel dosegati spodbudne rezultate. Seveda, spodbudne, mnogokrat je bil na kvalifikacijah najboljši izmed ostalih. A da bi videli še kak presežek z njegove strani, ko nismo videli velikega števila odstopov, malce težko za pričakovati, kajti na razpolago ima tudi bolid ekipe Alfa Tauri. A seveda, sedaj je prvo vprašanje sploh, ali je Sergio Perez tisti pravi voznik za Red Bull. V svoji prvi krstni sezoni je izjemno dobro pomagal Maxu Verstappenu. Mnogi tega verjetno niste opazili, ampak veliki nagradi Azerbajdžana je bil verjetno prav on tisti, ki ni napravil napake, tako po tistem kratkem ponovnem štartu na samem koncu tudi prisilil Lewisa Hamiltona v napako
kjer je verjetno britanski voznik izgubil ključne točke, kar se je poznalo na koncu pri končnem rezultatu. A vem, to je že malce globlja tema, o kateri ne bomo razpravljali tu. Perez seveda ni pokazal tistega, kar so mnogi pričakovali, ampak pri tistem golem boju za naslov svetovnega prvaka je svojemu moštvenemu kolegu pomagal. Pri Gasliju ne vem, če bi lahko videli takšno vzdržljivost. Tudi Sergio Perez redko kdaj je direktno na progi ogrožal postav. A pri Red Bullu v nekaj zadnjih sezonah smo videli kar čudne preobrate. Spomnimo se, kolikokrat se je vrnil ali v Alfa Tauri skuderijo Toro Rosso in seveda Red Bull en in isti voznik. Govorimo o Danielu Kvyatu. Daniel Kvyat ni dobil druge možnosti, dobil je tudi tretjo in še kaj zdravo. Ampak je to zaupanje upravičil ali je dobil sedež samo zato, ker v danem trenutku ni bilo boljšega. In to, da ni bilo boljšega, še ne pomeni, da je bil on dober, da smo si na jasni. Pierre Gasly je seveda pred izjemno pomembnim trenutkom v svoji karieri. Kolikor v sezoni 2022 bo napravil nekaj izjemnega, nekaj opaznega, se mu bodo odprla marsikatera vrata. Ampak kaj je tisto izjemno in kaj je tisto opazno? Najmanj, kar bi lahko pričakovali, je zmagovalni oder in to večkrat. Ampak glede na razpored cilj, ki smo ga videli na prvih dveh dirkah, bi znalo biti to izjemno težko. Razen, če vmes ne posežejo kakšne izredne razmere, kakšni dogodki, kot smo jih videli na nekaterih dirkah, naprimer tudi lani. Ampak vprašanje je še neko drugo. Kam bi pa lahko šel? Edina varianta, ki jo sam vidim za Gaslyja, je Alpine. Čeprav mnogi izmed vas ste me opozorili, saj imajo Piastrija tam pod rezervo, ukolikor bi prekinili sodelovanje s Fernandom Alonsom. Ukolikor sam Alpine podaljša pogodbo z Alonsom, tako za Piastrija kot morebiti za Gaslyja, ni prostora. V ostalih ekipah je zgodba podobna. Namreč vidimo lahko nek trend, ki za samo Formulo 1 ni preveč dober. Namreč podaljševanje pogodb praktično v nedogled, kar samo za seboj povleče posledice, da mladi vozniki sploh ne morejo priti v Formulo 1. Glejmo drugi primer, ki bo lahko bolje nakazal, kaj sem mislil. Moštveni kolega pri Alfa Tauriju, prej omenjenega Pierrea Gaslyja, je Yuki Tsunoda. Z njim ne stoji toliko Red Bull kot sama Honda. Namreč, ko se je začelo sodelovanje, ga je Honda nekako vključila v ta program in še sedaj ga verjetno podpira. Ampak kakšne so perspektive Yukija Tsunode? Zaenkrat ima sedež pri Alfa Tauriju in mislim, da njegovi rezultati nekako opravičujejo njegov nastop v svetovnem prvenstvu Formule 1. Ampak kam pa lahko gre? Kakšne so njegove opcije za prihodnost? Znano je, da pri japonskih dobaviteljih pogonskih sklopov pomišljaj motorjev je bilo odzmeraj nekako samo po sebi umevno, da za nekega japonskega voznika se je v tisti B ekipi zmeraj našel sedež. Znana je zgodba iz konca sezone 1987, ko je Williams kljub temu, da je zmagal naslov med vozniki in konstruktorji, izgubil takrat turbomotorje Honda, ker niso želeli japonskega voznika. Namreč, ukolikor bi pristali na to, bi bili prisiljeni se odpovedati Nigelu Mansellu. In tudi Tsunoda kot tak, kakšne perspektive ima razen Alfa Taurija? Pravzaprav nobene. In
sedaj smo prišli do tiste točke, ki je izjemno zanimiva. Kakšne perspektive pa imajo člani Akademije Red Bull, ki se v tej sezoni nahajajo naprimer v Formuli 2. In čeprav v Formuli 2 naprimer mnogokrat vidimo talente, ki si zaslužijo Formulo 1, prav te dolge pogodbe in nekako zaustavijo kariero. Mnogi izmed vas ste verjetno na prenosih videli Nika De Vrija, ki je bil nesporno eden izmed tistih najboljših v Formuli 2, postal je prvak, a zanj prostora v Formuli 1 ni bilo. Mercedes ga je preusmeril na Formulo E, kjer je zopet postal prvak, sedaj igra vlogo rezerve. Podobna zgodba s Piastrijem je navdušil v minornih formulah, bil v Akademiji Alpina, ampak sedaj je nekako trčil ob zaprta vrata, kjer so vsi sedeži zasedeni, ker vozniki imajo pogodbe. Čeprav v primeru Alpina lahko govorimo samo o 2 sedežih. Celo Alexander Albon se je skozi stranska vrata vrnil v Williams, ker še zmeraj ni jasno, ali s finančno pomočjo Red Bulla ali brez tega. Ampak znan je primer citiranega Ocona. On je bil v sferi Mercedesa. Pauziral je, ker ni imel sedeža, ampak v trenutku, ko se je ponudila možnost pri Alpinu, ko je zgrabil in šel dobesedno k konkurenci. Pri primeru Gaslija, da se vrnemo k njem, ne vidim, kje bi on lahko nadaljeval kariero, razen pri ekipi Red Bulla, ali glavni, ali seveda Alfa Tauriju. Namreč Gasly se ne bo zadovoljil z neko ekipo drugega jakostnega razporeda. Namreč tam se nahaja že sedaj, čeprav tudi pri Red Bullu se bodo morali odločiti, kaj želijo pravzaprav v prihodnosti. Imeti Alfa Tauri kot neke vrste valilnico mladih, potencialno dobrih voznikov, ali imeti tam ekipo, kjer bodo plasirali voznike, ki jih nočejo prepustiti konkurenci. In to je ena izmed tistih težav, s katero se bodo morali spopasti pravzaprav kmalu. Ali v tej, ali v naslednji sezoni. Danes, kot običajno, bo to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.